Pozdravljeni. Pristop Scuderie Ferrari je bil mnogokrat tarča kritik, posebej z moje osebne strani. A danes si bomo ogledali, kaj o tem menita dva posameznika, katerih mnenje verjetno marsikdo izmed vas spoštuje. V italijanskem Trentu je Gazzetta dello Sport organizirala trodnevni festival posvečen športu. In na njem sta sodelovala Jean Todt ter Mattia Binotto. Oba sta spregovorila o tem, kakšen je pristop Scuderie Ferrari, kaj jim v resnici manjka. In danes bomo videli, da tudi v predhodnih delih na tem kanalu nismo bili toliko daleč od resnice, vsaj ne tiste resnice, ki nama jo predstavljata tako Todt kot Binotto. A treba je poudariti, da obe izjavi sta povzeti po dveh različnih člankih, ki sta bila seveda objavljena na italijanski verziji spletnega portala motosport.com. In treba je tudi poudariti nekaj drugega. Gre za izjavi, ki sta ju podala oba strokovnjaka, lahko bi dejali več ali manj za javnost. Kaj se skriva v ozadju, ne vemo, a nažalost tudi nikoli ne bomo izvedeli. A pojdimo lepo po vrsti. Najprej, kaj je dejal Jean Todt. Namreč dejal je, da v sezoni 2022 je Ferrari izdelal enkraten bolid in to pomeni, da ekipa kot celota deluje. Ampak treba bo spremeniti še nekaj malega, da bodo lahko prišli na vrh. In seveda gre za mnenje nekoga, ki je s Ferrarijem dosegel verjetno največ uspehov v celotni zgodovini te ekipe v Formuli 1. Sedaj, kaj je še tisto nekaj, kar je treba spremeniti, obstaja skrivnost in verjetno tudi sam Jean Todt ni čisto prepričan, kajti on je Ferrari zapustil že pred mnogimi leti in sedaj ne pozna vseh podrobnosti. A ne smemo mimo tistega, kar je dejal le dan prej Mattia Binotto. Zatrdil je, da Leclerc in Sainz kot par sta najboljša kombinacija v Formuli 1. Zanimiva trditev, ki seveda poudarja na to, da sta Leclerc in Sainz skupaj bistveno boljša od marsikaterega drugega dvojca. Ampak tu se moramo začeti spraševati, kdaj bo na primer Leclerc ali Sainz boljši od na primer Hamiltona ali Verstappena. Pustimo sedaj to pri kraju. Mattia Binotto je dejal nekaj, kar je po svoje zanimivo, namreč da Ferrariju v tem trenutku manjka tista zmagovalna miselnost obdobja Schumacherja v Ferrari. In tu sem sam ostal malce začuden. Zakaj bi Ferrari danes potreboval zmagovalno miselnost tistega obdobja, ko je bil prisoten Michael Schumacher. Namreč isti pristop je bil odraz določenega zgodovinskega obdobja. Obdobja, ko je bil prisoten Michael Schumacher, že prej citirani Jean Todt in mnogi drugi. Ampak smo prepričani, da bi podobna miselnost bila danes prava. Videli smo, na primer, da tudi Michael Schumacher, ko se je vrnil v Mercedes, ni dosegel tistih uspehov, ki so se jih mnogi navijači nadejali, ampak nič zato. Tu je treba potegniti črto in nekako združiti tisto, kar sta povedala tako Todt kot Binotto. Če na eni strani vidimo, da pri Ferrariju imajo dober bolid, imajo dobra voznika, da ekipa deluje, kaj bi lahko spremenili?
V bistvu nam preostaneta še dve zadevi, kateri so možni, ko delamo take primerjave. In ena sprememba je verjetno ona, katere se ne bo poslužil nihče, namreč možna je sprememba kategorije. Govorilo se je pred časom, da bi Ferrari celo lahko vstopil v IndyCar, ampak to so bile le prazne grožnje. Druga sprememba, ki je bolj realna, je vodstvo same ekipe, katerega vrh zastopa sam Mattia Binotto. In verjetno tudi sam se zaveda, da je v vlogi nekega strelovoda. Pravzaprav z to tradicijo je začel sam Jean Todt. Ampak treba se zavedati, da v sodobni Formuli 1 se osvaja naslove svetovnega prvaka, s tem, da se izpolni 3 pogoje. Namreč treba je zmagovati dirke. Koncu, če niste še razumeli, je treba tudi zmagovati dirke. Biti najhitrejši na prostih treningih, osvojiti najboljše štartno izhodišče na kvalifikacijah ni dovolj in je konec koncev potrebno. Vse je treba podrediti enemu in edinemu cilju. In verjamem, da ste si ga zapomnili: zmagovati. In to je tisti pristop, ki po mojem mnenju Ferrariju manjka. A obstaja, seveda zopet po tistem, kar si mislim jaz, še ena velika past, v katero se pa pri skuderiji Ferrari ulovijo skorajda vsako sezono. Namesto da bi bili zazrti v sedanjost, k tistemu cilju, katerega ne bom več ponavljal, so zazrti v preteklost. In to vidimo pri raznih točkah, ko predstavljajo bolide. Od imena, ki nekako ponazarja tisto, kar smo videli v preteklosti, do naprimer barvnih shem in poveličevanja tistega, kar je nekoč bilo. A to ne pomaga zmagovati dirke, ampak nekako ustvarjati nek vtis, kako smo nekoč bili veliki. To seveda pri osvajanju naslova svetovnega prvaka pomaga. In kolikor bi si želeli pri skuderiji Ferrari osvojiti naslov tudi v prihodnje, bodo res morali spremeniti pristop in najprej bodo morali prenehati obujati preteklost ter se koncentrirati na sedanjost. In seveda razne posebne barvne sheme in imena in pri tem ne bodo pomagale. Namreč konec koncev to je tudi izgovor za to, da v sedanjem trenutku ni rezultatov. Vidimo, kot smo že mnogokrat omenili, da pri Ferrariju so mnogokrat zazrti v preteklost in obljubljajo zadeve v prihodnosti. Da bi seveda spremenili zadeve v sedanjosti, je pa malce preveč pričakovati. A seveda, to je le moje videnje tistega, kar sta povedala tako Mattia Binotto kot Jean Todt v Trentu. In vidite lahko, da v bistvu se vsi trije strinjamo, ampak le nekateri si to upamo povedati na glas. A seveda, lažje je meni, ker nisem odvisen od raznih delničarjev ter lastnikov. A vseeno, bo za danes to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.